Microsoft je pravkar stavil $3 bilijone na orodje z umetno inteligenco, ki ga skoraj nihče noče. Zaračunavajo vam $360 na leto, hkrati pa vam ga vsiljujejo na računalnik. In v pravnem smislu to sploh ni nujna programska oprema. Namenjeno je samo za zabavo. Medtem milijoni uporabnikov iščejo eno stvar. Kako to izbrišem? Zato nihče ne uporablja Copilota. Ena družba je 40 let gradila ogromen zid okoli vašega poklicnega življenja. Če delate za pisalno mizo, živite v svetu Microsofta. Njihova strategija je preprosta. Ustvariti kup aplikacij, ki so tako nujne, da ste v bistvu kupovali sam zrak, ki ga pisarna potrebuje za dihanje. Toda zdaj se ti zidovi rušijo. Od 450 milijonov poslovnih strokovnjakov, ki uporabljajo Microsoft 365, je le majhen delež pristal na plačilo za Copilot, njihovega novega pomočnika z umetno inteligenco. Številke, ki prihajajo iz sedeža podjetja, so katastrofalne. Približno 15 milijonov ljudi se je prijavilo na plačljivo storitev, 3,3%. To je kot da povabiš 100 ljudi na revolucijo, pa se pojavijo samo 3 z orožjem. Copilot so oglaševali kot nov živčni sistem za svetovno gospodarstvo. To je bila največja stava v zgodovini Microsofta. In stavili so napačno. Vse več uporabnikov ga dojema manj kot nadgradnjo in bolj kot digitalnega zajedavca, ki ga nikoli niso želeli. To je osupljiva razlika med tem, kar si želi vodstvo, in tem, kar zaposleni dejansko počnejo. To zavračanje poganja pojav, znan kot prenasičenost s funkcijami. Desetletja so bili uporabniki Microsofta navajeni pričakovati nepotrebne funkcije, ki jih niso nikoli zahtevali in ki upočasnjujejo njihove sisteme. Toda Copilot je programska navlaka na steroidih. Požira RAM, porablja pasovno širino in nenehno zahteva pozornost. Ikona copilota na opravilni vrstici je postala simbol nečesa, kar zauzema prostor, a ne daje ničesar v zameno. In to vodi do prelomne točke. Velikega upora proti uporabniškemu umestniku. Obisk spletnih strani za odstranjevanje programske navlake je močno narasel. Uporabniki se ne izogibajo le novim funkcijam, ampak dejavno iščejo načine, kako jih popolnoma odstraniti. Prav tiste funkcije, za katere je Microsoft porabil milijarde. Za $30 na mesec podjetja pričakujejo, da bo orodje delovalo. Pričakujejo natančnost. Pričakujejo program, ki lahko upravlja z njihovimi podatki, ne da bi si izmišljeval stvari. In to še ni najslabši del. Pravi problem je skrit vsem pred očmi, zakopan v dokumentu, ki si ga nihče ni niti vzel časa prebrati. Oktobra 2025 je pravna ekipa Microsofta posegla z odmevno posodobitvijo pogojev uporabe za posamezne uporabnike. V drobnem tisku Microsoft izrecno navaja: Copilot je namenjen zgolj zabavi. Copilot uporabljate na lastno odgovornost. Seveda, poslovna različica za $360 na leto ponuja boljšo pravno zaščito, vendar je v ozadju popolnoma enak pogon. In to je tisti del, ki ga nočejo izreči na glas. Igre je konec. Milijoni ljudi so prisiljeni uporabljati orodje na svojih računalnikih, ki je pravno obravnavano kot igrača. Pravzaprav vam sporočajo: ne zaupajte temu svoji karieri. In uporabniki poslušajo. Po podatkih podjetja Recon Analytics se je Net Promoter Score, ki meri zadovoljstvo strank, sesul. V samo 2 mesecih je padel z negativnih 3,5 na uničujočih negativnih 24,1. V svetu poslovnih meritev je NPS v višini negativnih 24 prava rdeča alarma. To pomeni, da izdelek aktivno ustvarja nasprotnike in da je odstotek ljudi, ki ga želijo opustiti, veliko večji od tistih, ki jim je dejansko všeč. Razlog za to jeza je preizkus delovnega dne. V profesionalnem okolju mora vsako orodje, ki naj bi prihranilo čas, dokazati, da ga ne bo zapravljalo. Tukaj umetna inteligenca popolnoma odpove. Ustvarjalci pravijo, da je besedilo, ki ga ustvari, prazno, robotsko in mu manjka niansiranost človeške komunikacije. Ustvari besedilo, ki deluje kot iz srhljive doline in zahteva več časa za urejanje, kot bi ga porabili, če bi ga napisali iz nič. Tehnično osebje ugotavlja, da so predlogi za kodo pogosto napačni ali pa uporabljajo zastarele knjižnice, zato morajo preveriti vsako posamezno vrstico. To je skriti strošek, ki ga plačate, ko uporabljate pomočnika, na katerega se ne morete zares zanesti. Če morate spremljati vsako potezo svojega pomočnika, ne uporabljate avtopilota, samo čuvate stroj. To strupeno razmerje s Copilotom je doseglo vrhunec z uvedbo funkcije za priklic. Microsoft ga je oglaševal kot fotografski spomin za vaš računalnik, zasnovan tako, da vsakih nekaj sekund posname zaslonsko sliko vašega namizja. Javnost pa ga je videla kot nekaj veliko bolj temačnega. To je bilo darilo hekerjem in popoln konec zasebnosti. Varnostni raziskovalci so hitro dokazali, da je bil ta posnetek vašega celotnega digitalnega življenja shranjen v navadnem besedilu. To je pomenilo, da bi lahko vsakdo, ki ima dostop do vašega računalnika, ne glede na to, kako majhen, ukradel vsako geslo, vsak zasebni pogovor in vsak bančni izpisek, ki ste si ga kdaj ogledali.
Odziv je bil tako buren, da je moral Microsoft umakniti funkcijo in jo na hitro predelati v obupanem poskusu, da reši svoj ugled. Toda škoda je bila že narejena. Ko usiliš orodje za nadzor 450 milijonom ljudem in ga nato prikriješ kot pomočnika, ne dosežeš odziva. Uporabniki so svoj operacijski sistem začeli dojemati kot sovražnika, zato gumb za izbris zmaguje. Ljudje se sprašujejo, ali stroj dela za njih ali pa jih nadzira in poroča o njih. Tukaj se programski polom spremeni v industrijsko spiralo smrti. Da bi razumeli, zakaj je Microsoft v paniki, morate pogledati onkraj kode in ikon. Ogledati morate v fizični svet. Vsakih 90 dni Microsoft poroča o svojih kapitalskih izdatkih oziroma CapExu. To je denar, ki ga porabijo za fizične dele, zemljišča, stavbe in strojno opremo. V zadnjem četrtletju je ta številka dosegla 37,5 milijarde dolarjev. To je 66% povečanje porabe v primerjavi z letom prej. Denar jim dobesedno izginja. Microsoft porabi dovolj denarja, da bi lahko vsako leto zgradil 100 stolpnic Burj Khalifa. Microsoft ne gradi nebotičnikov, gradijo novo civilizacijo računalnikov. Kupujejo 100.000 grafičnih procesnih enot, te pa so drage. $30,000 za vsako. Težko jih je najti, poleg tega pa se tako segrejejo, da se lahko stopijo, če jih ne hladijo ogromni industrijski ventilatorji in milijoni galon vode. V skoraj vsakem drugem poslu v zgodovini najprej ustvariš ponudbo, ker povpraševanje že obstaja. Toda Microsoft je to logiko obrnil na glavo. Gradijo največje tovarne v človeški zgodovini za občinstvo, ki se je že izklopilo. Priča smo nastanku računalniških mest, duhov, ogromnih, dragih skladišč, polnih brnečih strojev, ki samo čakajo na uporabnike, ki jih nikoli ne bo. Ampak Microsoft si lahko privošči to izgubo. Svet pa plačuje za njihove napake. Podatkovni centri so najbolj požrešni stroji, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. V Severni Virginiji, prestolnici podatkovnih centrov na svetu, lokalno električno omrežje že začenja odpovedovati. Omrežje je bilo zgrajeno za domove in bolnišnice, ne pa za milijone grafičnih procesorjev, ki si izmišljajo pesmi. Zaradi tega ljudje opažajo skokovito rast računov za elektriko, saj elektropodjetja težko nadgrajujejo infrastrukturo zaradi zlata mrzlice umetne inteligence. Microsoft je postal tako obupan zaradi pomankanja elektrike, da je podpisal pogodbo za ponovni zagon jedrske elektrarne na Three Mile Islandu, prizorišču najhujše jedrske nesreče v zgodovini ZDA. To eno podjetje zdaj porabi več elektrike kot številne majhne države. In zakaj? Študija podjetja Recon Analytics je preučila 150.000 pisarniških delavcev v Združenih državah, ki imajo plačano licenco za Copilot. Rezultati so bili prava nočna mora za upravo podjetja. Le 35,8% teh ljudi dejansko redno odpre in uporablja orodje. V tehnološkem svetu temu pravijo shelfware oziroma programska oprema, ki leži na polici. To je izdelek, ki ga podjetje kupi, postavi na digitalno polico in ga nikoli več ne uporabi. Primerjajte to s ChatGPT, kjer več kot 83,1% ljudi, ki plačajo za podjetniško licenco, aplikacijo odpre vsak dan. Microsoft ima izdelke. V lasti imajo Windows, Word in Excel. Gumb Copilot so postavili naravnost na vašo pot. Laže ne gre. Pa vendar nihče nima časa za to. Delavci obidejo ta gumb in odprejo ločen zavihek v brskalniku, da uporabljajo brezplačna orodja drugih podjetij. Privzeta postavitev naj bi ljudi prisilila k uporabi. Namesto tega so ustvarili tiho uporništvo. V zakulisju na Microsoftovem sedežu je panika dosegla prelomno točko. Zavedajo se, da njihova umetna inteligenca morda ni dovolj pametna, da bi zmagala. Zadnji 2 leti je bila zgodba preprosta. Microsoft in OpenAI sta bila vodilna. Imela sta ekskluzivno prednost, vendar je to obdobje uradno končano. Microsoft je uradno začel vključevati Claude podjetja Anthropic v Copilot. Medtem ko ekipa za odnose z javnostmi trdi, da gre zgolj za izbiro strank, je resnica ta, da njihovi lastni sistemi, ki temeljijo na GPT podjetja OpenAI, ne prestajajo ključnih testov natančnosti. Z vključitvijo Clauda upa Microsoft, da lahko možgani nekoga drugega rešijo njihovo blagovno znamko. To je tako, kot da bi Coca-Cola priznala, da njihova skrivna receptura preprosto ni več dobra, zato so začeli mešati malo Pepsija, samo da bi ljudje še naprej pili njihovo pijačo. V raziskovanem agentu Copilota zdaj GPT pripravlja odgovore, medtem ko Claude preverja točnost, popolnost in navedbe virov. Microsoft trdi, da ta Frankensteinova nastavitev prinaša 13,8% izboljšanja pri poglobljenih raziskavah. Kljub temu pa tudi s tem popravkom osnovna težava ostaja. Samostojen Copilot preprosto ni bil dovolj za profesionalno delo. Ta večmodelni pristop je dokaz za to. Microsoft je leta poudarjal svoj ekskluziven dostop do OpenAI kot svojo nepremagljivo prednost.
Zdaj to razračujejo s Claude Sonnet 4 in Opus 4.1 v Copilot Studiu in Researcherju. Upajo, da lahko tekmec reši izdelek, za katerega zaračunavajo dodatnih $30. To je tiho priznanje, da tako imenovani najpomembnejši izdelek v zgodovini podjetja sam po sebi ni dovolj dober. Zaposleni to že vedo. Ko imajo izbiro, se le 8% odloči za Copilot. Na tisto majhno modro ikono klikajo manj kot kdajkoli prej in še vedno iščejo alternative. Krona polzi iz rok in nobeno mešanje modelov tega ne more skriti. Revolucija, na katero je Microsoft stavil $150 milijard na leto, je zavrnjena z vsakim frustriranim klikom posebej. Microsoft izgublja z 11:1 v pisarniških paketih, ki so jih sami ustvarili in prodajajo. Bolj ko so ga ljudje uporabljali, manj jim je bil všeč. Ta nova igrača je zelo hitro izgubila svoj sijaj. Ostalo je orodje, ki je vsakemu opravilu dodalo dodatne korake. Zato je številka 8% za Microsoft tako zastrašujoča. To so ljudje, ki naj bi imeli radi tehnologijo. Če celo oni odhajajo, je izdelek v resnih težavah. Večmodelna predaja je obupan poskus, da bi to popravili, a to povzroča še več zmede. En dan vaša umetna inteligenca zveni kot ena oseba, naslednji dan pa kot druga. Ton se spremeni, kakovost se spremeni, zaupanje še bolj pade. Veliko ljudi začenja čutiti konec medenih tednov z umetno inteligenco. 2 leti so dragi svetovalci vsakemu direktorju na svetu govorili, da se morajo pridružiti tej revoluciji ali pa bodo gledali, kako njihova podjetja umirajo. Porabili so milijone dolarjev za licence. Svoje zaposlene so silili, da so sedeli na neskončnih sestankih. Nasedli so vsemu temu pompu, toda podatki zdaj prihajajo na plano. Raziskovalci na MIT so pred kratkim zaključili obsežno študijo o teh velikih AI projektih v podjetjih. Njihovo poročilo, imenovano Gen AI Divide, razkriva kruto resničnost. 95% teh podjetniških AI projektov ni ustvarilo niti enega dodatnega dolarja dobička. Matematika za tem neuspehom je preprosta. Vsak prihranek časa, ki ga je delavec dosegel z uporabo umetne inteligence, je takoj požrl čas za popravljanje napak stroja. Ekipe so dopoldne preživele z ustvarjanjem pozivov, popoldne pa so delovale kot visoko plačani uredniki za stroj, ki ni prestal niti osnovnega preverjanja kakovosti. Rand Corporation je ugotovila enak vzorec. Njihovi znanstveniki so ugotovili, da ta orodja v resnici ne ustrezajo načinu, kako poteka pravo delo. Pravo delo je kaotično, zahtevajo globok kontekst in popolno zaupanje. Umetna inteligenca ne zagotavlja nobenega od tega. Ponuja splošno povprečje interneta, kar pa redko ustreza zahtevam odgovornega strokovnega dela. Ko primerjate Copilot z njegovimi tekmeci, postane razlog za njegov propad še bolj očiten. Večina strokovnjakov zdaj Copilot obravnava kot Internet Explorer umetne inteligence. Uporabljajo ga le zato, ker je že na voljo, običajno zato, ker jim ga je vsilil njihov IT oddelek. Ko pa želijo prave rezultate, popolnoma zapustijo Microsoftov ekosistem. Claude pogosto opisujejo kot bolj človeškega in natančnejšega v svojem sklepanju. ChatGPT Enterprise ponuja raven nadzora nad podatki in hitrost, ki jo Microsoftova prisilna integracija ne more doseči. Delavci se odločajo, da odprejo ločen zavihek v brskalniku in sami plačajo za svoja orodja, namesto da bi uporabljali brezplačno orodje, ki jim ga je Microsoft postavil na opravilno vrstico. Toda najhujša nevarnost se skriva v finančnih podatkih in bi morala vsakega Microsoftovega vlagatelja držati budnega ponoči. Skoraj polovica Microsoftove prihodnosti v oblaku zdaj temelji na podjetju, ki ni Microsoft. Približno 45% preostalih obveznosti v oblaku je vezanih na OpenAI, kar enega največjih tehnoloških velikanov na svetu v bistvu spremeni v partnerja z visokimi vložki v uspeh enega samega zagonskega podjetja. Microsoft je v bistvu stavil polovico svojega premoženja na partnerja, ki porablja denar z rekordno hitrostjo. Če se OpenAI spotakne ali če trg ugotovi, da ti modeli ne morejo ustvarjati dobička, se vrednost Microsofta ne bo le nekoliko znižala, ampak bo strmoglavila. Microsoft je svojo ugled, svojo strojno opremo in svojo prihodnost v oblaku povezal z gumbom na vaši tipkovnici, ki ga večina zaposlenih poskuša skriti ali izbrisati. Svoje $3 bilijone vredno cesarstvo gradijo na temelju programske opreme, ki je namenjena zgolj zabavi. Vsakič, ko delavec z desnim klikom skrije ikono Copilot s svojega zaslona, sodeluje pri največji zavrnitvi strani potrošnikov v zgodovini tehnologije. Stopnja konverzije. 3,3% je zid, ki ga Microsoft ne more preplezati. Stopnja neuspeha. 95% je luknja, ki je ne morejo zapolniti. Velika revolucija umetne inteligence naj bi bila trenutek, ko bomo stopili v prihodnost. Namesto tega je postala $37 milijard vredna lekcija o tem, kaj se zgodi, ko je podjetje preveliko, da bi poslušalo svoje uporabnike. Ventilatorji v podatkovnih centrih se še vedno vrtijo. Strežniki še vedno brnijo, vendar so pisarne tihe. Uporabniki so šli naprej, svoje računalnike so vzeli nazaj.
In ko prihajajo številke, ostane le še videti, kako dolgo se lahko balon še razteza, preden poči. Doba vsiljene umetne inteligence je končana. In ko uporabniki odidejo, se začnejo prave posledice za zaprtimi vrati. Pogodbe se postavljajo pod vprašaj, partnerstva so pod pritiskom in največje zavezništvo v tehnologiji naenkrat izgleda veliko bolj krhko kot prej, ko je raslo. Kaj se zgodi, ko podjetje, ki financira razcvet umetne inteligence, začne ponovno razmišljati o dogovoru? Izvedite več o mogočni ločitvi Microsofta, ki bo zavedno spravila OpenAI in ChatGPT v stečaj. Ali pa si oglejte ta video.